katere so tiste hiše, ki spadajo v to monografijo in katere so izven tega območja, mogoče Žiga, Zdenka. Kdo bi najprej te kriterije povedal? Kriteriji so izbrani preprosto po mejah starega mestnega jedra, torej te prvotne mestne naselbine. Vse, kar je sodilo znotraj obzidja, je bilo upoštevano, kar je bilo izven mesta, je bilo pač izpuščeno. Se treba vedeti, da tudi pred sredino 19. stoletja izven strogega mestnega jedra tudi ni bilo kaj dosti hiš. Dobro, recimo tukaj na Magdalenskem primestju, oziroma predmestju že v tem času, pa Studenci, ampak tega res ni bilo dosti. Kakšno časovno obdobje je pokrito? Pokrito je v bistvu med sredino 18. stoletja, zaradi dostopnosti samih virov, torej gradiva, in z letom 1941. Nekaj se mi zdi pri takih monografijah ali pa sorodnih je veliko krat kriterij izbora neka estetska vrednost hiše, ali v arhitekturnem smislu, recimo. Tu si omenil samo to mejo. Tu pravzaprav kriterij ni bil nič od tega. Kriterij ni bil umetniška vrednost hiše, ni bil zgodovinska vrednost hiše, ki bi bila samo po sebi, kot kazan, recimo Rotovš ali pa grad ali pa cerkev, kot te zgodovinsko, recimo najpomembnejše oziroma najbolj pogosto obravnavane stavbe, temveč hiše vseh slehernikov, ki so tukaj živeli, oziroma njihovih lastnikov. To se mi zdi recimo izredno pomembno, izredno zanimiv pristop, nobenega elitističnega izbora, najboljših primerov. To je gradbena zgodovina preprosto celotnega mesta. Brez izpuščanja česarkoli, razen ker